Koliko vam pomeni zasebnost vašega doma? Bi bili pripravljeni v svoj dom vsak dan sprejeti ljudi, ki jih prej še niste videli? Na nekaj takega lahko računa lastnica naslednjega stanovanja, ki je posebno tako po prizorih, ki jih ponuja, kot po svoji hibridni vlogi. Spoznajmo to vizualno privlačno in prijazno bivalno dvoživko. Dobrodošli v stanovanju, ki je hkrati tudi javni prostor oziroma galerija. Kako združiti intimo doma in galerijski prostor in zakaj je ime projekta le ljubezen, v pogovoru z arhitektko. Maja, pozdravljeni. Temu elegantnemu in hibridnemu stanovanju je na nek način botrovala pandemija, ne? Povejte, kako. Ja, Boštjan, pozdravljen. Res je. Namreč naj povem, da se je galerija Ravnikar Gallery Space predhodno nahajala na Prešernovi ulici v Ljubljani in v času pandemije se je galeristka Piera Ravnikar odločila, da prestavi galerijo v svoje stanovanje. Gre za nov in drugačen format prostora, ki dejansko odseva čas, v katerem živimo. Se pravi, stanovanja in hiše so postali pač domače pisarne in celo galerije in stanovanja torej se nekako spreminjajo v hibride. Galerija Ravnikar zastopa mlade umetnike iz regije in nudi vpogled v aktualno umetniško produkcijo. Lastnico galerije in stanovanja, Piero Ravnikar, smo vprašali o tem, kako je živeti v stanovanju, ki je obenem tudi javni prostor. Povedala nam je, da gre za zanimivo izkušnjo in da se ji celo zdi, da ji je v trenutni situaciji na neki simbolni ravni umetnost še bližje. Otvoritve razstav so odprtega tipa, torej se jih lahko udeleži vsakdo, ki ga zanima to področje umetnosti. Za zainteresirane kupce umetnin pa velja koncept obiska po dogovoru. Pandemija, ki je bila glavni razlog za spremembo načina poslovanja, je bolj ali manj mimo, zato se je aktivno lotila iskanja novega, večjega galerijskega prostora. V prostor, v katerem pa tukaj trenutno sediva, je pa ravno v bistvu lahko oboje hkrati, javni in zasebni, se pravi kot kuhinja in jedilnica ali pa v bistvu sprejemni prostor za obiskovalce. To je v bistvu umetniška inštalacija, ki se imenuje Island iz zbirke Building Blocks in je obenem lahko jedilna miza ali kuhinjski otok ali pa v bistvu prostor za shranjevanje kakšnih galerijskih kosov, kot tudi seveda prostor za druženja ob morebitnih otvoritvah, razstav. Tako deluje, kot bi prišla iz muzeja Bauhaus, tale miza, otok. Ampak to je vaše delo, ne? Ja, res je. To je moje delo. Dejansko je ta različica v bistvu unikaten primer, ki je bila delana posebej za naročnico. Nevena, trenutno vi razstavljate v tej galeriji. Kakšna je vaša povezava z lastnico? Ja, jaz razstavljam in še ena umetnica, Maja Babič-Košir. Z galerijo sodelujem že več let. Mislim, da že 5 let, galerija uradno deluje od leta 2017, tako da sem ena od 7 umetnikov in umetnic, ki galerija zastopa. Kako se vam kot umetnici, ki tukaj razstavlja, zdi koncept galerije in stanovanja v enem prostoru? Ja, ta koncept je zelo zanimiv in se je pokazal kot uspešen. Obiskovalci in obiskovalke, ki pridejo, se morajo tudi vnaprej najaviti, tako da pridejo z nekim namenom, pridejo zato, ker jih ta umetnost res zanima. Umetniška dela, ki so tle razstavljena, so tudi nekako obiskovalci vidijo, kako ta dela izgledajo v enem bivalnem prostoru. Osrednji dnevni prostor je trenutno razstavni galerijski prostor. Za te potrebe se je spremenil v tako imenovano belo kocko. Parket so nadomestili s poliuretanom, osvetlitev pa primerna galerijski. Preostali del stanovanja pa je ohranil toplino starega meščanskega stanovanja. Vsa notranja vrata so originalna, le obnovljena. V spalnici je arhitektka ohranila star parket. 2 restavrirana lestenca v novi podobi še lepše zažarita.
Torej predlagam, da se z vašimi besedami sprehodiva skozi tole stanovanje oziroma galerijo. Vstopni prostor je tak, torej obenem lahko kuhinja ali jedilni prostor. Kuhinja je zasnovana na način, da je neopažena. V ta namen je na primer tudi pečica skrita v omari in tudi obiskovalci šele čez čas ugotovijo, da se pravzaprav nahajajo v kuhinji. Galerija je tipična bela kocka, ki sledi depo z zbirko umetniških del, v katerem se nahaja tudi betonska miza, ki je ravno tako moje avtorsko delo. No, potem imamo kopalnico v nežnih belih odtenkih z poudarki iz medenine. No, v spalnici pa je seveda ta toplina, zagotovo parket je tisti, ki da to glavno v bistvu toplino, ampak potem so tukaj poleg beline še določeni poudarki v pudrasto-roza odtenkih v kombinaciji z medenino. Tukaj se nahaja ta nočni omarici Love Letters. Ko rečemo Love Letters, nas vedno asociirajo na pismo dveh zaljubljencev. V tem primeru pa v bistvu Love Letters nagovarjajo v prvi vrsti posameznika, da si napiše ljubezensko pismo. Predvsem pa v dobi virtualne realnosti in digitalne komunikacije je še kako pomembno, da v bistvu se zavemo tega, da smo dejansko pozabili pisati in brati. In na ta namen je v bistvu spalnica tisti prostor, kjer naj si nadenemo rožnata očala in kjer v bistvu si izpovemo to ljubezen. Na nevirtualen način. Na nevirtualne načine.